Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v oddaji Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. Včerajšnji dan je zaznamoval tako imenovani kmečki pun pred državnim zborom. Približno 1000 do 1500 traktorjev in več kot 3000 kmetov je izrazilo svoje nasprotovanje zaostrovanju pogojev za kmetovanje v Sloveniji, kar se sicer dogaja že 10-20 let. Ali za tem stojijo pravila Evropske komisije ali pa gre za kaj drugega? Kakšna je prihodnost slovenskega kmetijstva? In ali bomo še lahko jedli domačo hrano, ki naj bi bila zdrava? In kakšna je hrana, ki jo uvažamo iz držav tretjega sveta? O tem in še več z našima nocojšnjima sogovornikoma. V čas Medo studiu pozdravljam gospo Barbaro Lombar iz Zveze podeželske mladine, sicer tudi mlado prevzemnico kmetije. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav, živijo, me veseli. In predsednik Sindikata kmetov Slovenije, Anton Medved. Dobro večer tudi vam. Lep dober večer. Najprej morda začnimo z vami. Kakšni so vtisi po včerajšnjem protestu? Lahko rečeva, bili ste zelo opazni, ne? Fotografije traktorjev po središču prestolnice so preplavile Slovenijo. Ste dobili občutek, da ste bili slišani? Ja, dobil sem občutek, da kmetje so res nam namenili veliko pozornost, prišli so nas podpreti z cele Slovenije v glavno mesto Ljubljana, prišli so z avtobusi, traktorji, gasilskimi avti in tudi z kombajni bil prisoten. Meščani so nam ploskali, nas pozdravljali in nam kazali palce. Prav ste se odločili, borite se za svoj kos kruha. Da delajte tako naprej in politika vas bo slišala. Vendar se bojim, da se je politika skrila v mišje luknje, kaj ni bilo opaziti. Nihče nas ni prišel z parlamenta pozdraviti, niti ministrica je bila v tujini, ostali poslanci pa ali nas niso videli ali so se poskrivali. V tej smeri smo žalostni, vendar daje nam neki pogum za let, kajti kmetje, ki so nas prišli podpreti, so nam dali mandat, da moramo vztrajati pri tej naši nameri. In to tudi bomo počeli. Ja, morda samo pod vprašanje, ko ste rekli, nihče vas ni prišel pozdraviti. Vemo, da je predsednica recimo državnega zbora pozdravila gasilce pa medicinske sestre. Vas pa ni, ne? A vam je to zdelo za malo? Ja, prav kmetje so jim zamerili politikom in tudi danes smo poslali sporočilo vse nevladne organizacije naše zahteve. Vkoliko v 14 dnevah ne bo odgovora, bomo stopnjevali naše namene. Menimo, da je čas dozorel, da moramo nadaljevati z ukrepi. In seveda tudi, vkoliko ne bodo pozitivni odgovori, seveda bomo tudi prišli nazaj v Ljubljano, ampak v drugačni obliki. Gospa Lombar, kakšen je profil slovenskega kmeta? Zdaj predstavljamo si nekega starejšega možakarja, tudi gospod Medved pravi, da je povprečju slovenski kmet star že 61 let. V Zvezi podeželske mladine vas je tudi precej mladih kmetic, da tako rečeva, ampak pogoji za kmetovanje so pa iz leta v leto težji. Zdaj, koliko vas je takšnih mladih, ki vas kmetovanje danes sploh še zanima? Ja, zanima nas kar precej, no. Sej, a veste, ko se rodiš v kmečko družino, s tem dobiš en res lep dar. Dobiš dar, da si rojen v družino, kjer te spremljajo živali, kjer te spremlja domača, dobro rodna zemlja. In rojen si staršem, ki te vzgajajo v pristnega človeka, ki je navajen delati z rokami in ki te naučijo, da znaš ceniti vse, kar pridelaš na svoji zemlji. Je pa iz leta v leta težji, to je pa res, to pa priznam. A veste, gospodarstvo trenutno je zelo močno. In jaz kot mlada prevzemnica ali pa kot mlada na podeželju, že hitro lahko začnem tehtati, kje mi je lažje. Delo na kmetiji obsega delo od zjutraj pa do večera, pa še po noč razmišljaš, kako bo. Pa pride kakšna suša, pa še kdo, kakšen volk, kaj raztrga. A veste, to so tisti psihološke tegobe, ki pa mladega, a bo prevzel kmetijo ali ne, res bremenijo. In ga daje pred dejstvo, a se zaposliti nekam in tam ustvariti svojo kariero, oziroma a peleš svojo tradicijo kmetije naprej, tam ustvariš zase delovno mesto in pač s tem razvijaš tudi za svoje potomstvo napredek.
A imate vi občutek, da ljudje razumejo vaše tegobe? Zdaj, a si znajo sploh predstavljati, sploh recimo mestni ljudje, kako izgleda kmečki poklic? Velikokrat slišimo, saj kmetje imajo veliko subvencij od države, država jim je subvencionirala marsikaj, tudi traktorje so jim pravzaprav kupili z državnimi sredstvi. Kako je v resnici in kako izgleda vaš delovni dan? Ja, veste, kako je? Jaz verjamem, da pridejo take popačenke do mnogo katerega osebe, človeka ali kakorkoli. A veste, tudi na vaseh se ta zadeva spreminja. Ne? Kmetje v večji meri jih je veliko takih, ki obupajo in rečejo, da bom šel več. Tistih kmetih, ki pa res srčnostjo delamo in ustvarjamo na podeželju, nas je pa vedno manj. In mi se moramo zelo veliko boriti, da zjutraj pač narediš vse, čez dan pač popraviš vsa kmečka dela, zvečer te že zopet čaka hlev in tam živeli. Jaz lahko rečem, da je to eno srčno delo, ker žival ima zelo dobro empatijo in mislim, da ti to zelo veliko nazaj vrača. Kar se pa tiče, se pravi, še nekaj ste me vprašali, sem pozabila. Vprašal sem, kako izgleda vaš delovnik in ali imate občutek, da ljudje razumejo vaše tegobe, zlasti v mestih. Ne? Ja, veste, to pa s podeželsko mladino smo pa naredili en res dober korak. Že s tem, da smo se začeli povezovati z ostalimi organizacijami mladinskimi, jim začnemo prikazovati, kaj je dejansko delo na kmetiji. In tudi te izmenjave, ki smo jih začeli delati, so zelo dobra stvar, kako prikazati, da je pač del res del. Seveda se je posodobili, tega ne smemo pač vrsti stran. Lejte, tudi mi smo iz starih telefonov pa računalnikov šli na modernejšnje, na touch, in pač tako je tudi kmetijstvo. Ne bomo več na starih traktorjih, in nas bo poj pri 70-ih, lahko že imamo kakšne kolena in vse podoben. Prvo je to, da pač ohranimo svoje zdravje in če imamo na možnost pač tehnologijo, ki jo je razvil tok in tok, se pravi razvijalcev, da bomo zdaj traktorje in pa kmetijsko mehanizacijo res dobro, ne vem, zakaj jo ne poporabil. Moj delovnik je pa tako, jaz sem zraven zaposlena, ker jaz trenutno ne morem še, nimam tako dobre kmetije situirane, da bi iz tega naredila delovno mesto, imam pa seveda željo v temu, da enkrat ostanem doma in pač kmetujem kot prava kmetica, vse tudi zdaj sem. Je pa ja, zjutraj, pa še to moram povedati, da imam zelo dobro družino, moje 2 sestri, pa seveda njena fanta, ker res vsi skupaj delamo za to, da naša kmetija na strmih pobočjih ostane, mi tudi pasemo in je to res dela pred šihtom, pa se pravi po službi, res veliko. Pa da ne rečem, da svoj dopust vzimam za to, da spravimo seno, da grabimo vse živo, tako da ja, evo to. Vi pa živite samo od kmetovanja, gospod Medved, se danes da, koliko je še takšnih? Kako dobro se lahko živi od tega poklica danes v Sloveniji? Glejte, tako kot je rekla Barbara, kmečki poklic je specifičen. Res, kmet se moraš roditi, kmet ne moreš ga ustvariti. Saj so na ministrstvu nekaj razpise dali za vzpostavitev kmetije, ampak teh je bilo zelo malo uspešnih. Ta sredstva so nekateri jemala kot pač za začetek, vendar so opustili. Kmet res moraš biti rojen. Ja, od kmetijstva se da živeti, je pa trdo delo. 3 poklice upravljajo tisti, ki imajo živino. Konkretno pri nas doma sin ni mladi prevzemnik, je pa nosilec kmetije in imamo v hlevu krave molznice in ko to opazujem, tudi jaz veliko pomagam, on upravlja 3 poklice. Dopoldan, popoldan, zvečer in za vikend in za novo leto. Tega nihče ne prizna. Kmet je res privezan z temi živalmi v hlevi. In kmet, če dobro ravna z živalmi, mu potem živali to drago poplačajo. Če pa slabše ravna, pa potem se dogaja, da pač ekonomsko ne izide. Ne. Kmetje stremimo k tem, da kmetujemo trajnostno. Pomeni, da kmetujemo ekonomsko, socialno, pa tudi okoljsko. V zgodovini je kmet okoljsko kmetoval, če ne bi kmet okoljsko kmetoval, naša narava ne je bila takšna, kot je zdaj. Vsi gospodarstveniki radi opozarjajo, kako smo
turistična destinacija, kako imamo hribe lepo pospravljene, pokošene, urejene, ne? Če ne bo kmetov na teh kmetijah, verjemite, da več ne bo tako naša država turistično zanimiva. Ne? In mene tu skrbi močno, ker kmet Sloven, ki ste prej vprašali, je star poprečno 61 let. Vse v ravnini bo nekdo to zemljo obdelal. To ni težav, ker pridejo stroje. Tako pa Barbara govori. Takih dušnih kmetov rabimo mi v Sloveniji in če ne bo podpore za te kmete mlade v hribovitem, gorskem, visokogorskem, verjemite, se bo to zaraslo, prišle bojo zveri, divjad in kaj bo potem? Tudi več turistično bomo zanimivi. In opozarjam slovensko politiko, naj spregleda že vraga zaenkrat, da treba podpreti te mlade, ki še hočejo, ki imajo voljo. Naravno se bo zgodilo, da ti kmet, ki je zdaj star 61 let, počasi bomo odmirali. In če ne bomo tega naredili, verjemite, katastrofa, kdo bo slovenski narod prehranjeval? No, zdaj, vi ste dali ene primerjave tudi z Avstrijo, kjer je mladih kmetov bistveno več. Kaj je tam drugače? Kaj oni delajo drugače, da je zanimanja toliko več med mladimi? Glejte, politika je avstrijska drugačna. Oni imajo nacionalnost so nacionalisti. Vam samo en primer povem. Pred leti je v Gornji Radgoni slovenski pek odprl pekarno v Avstriji. Po 3 mesecih zaprl, ker niso šli k njemu kupiti. Ne, ker je imel slabo kvaliteto, ampak avstrijski državljani niso šli k njemu kupiti. In država, Avstrija, vlaga v te kmete, ker vejo, da kmeti pripravljajo, urejajo podeželje, da zato so toliko turistična destinacija. Poglejte, koliko ljudi pride v Avstrijo smučati na turizem. To je vse povezano s kmetijstvom. Kmetijstvo upravlja več funkcij, ne samo kmetijstvo, ne prehranjuje samo ljudi, je tudi še kaj druga. In verjemite, če kmetje opustijo, komunalna podjetja ne bodo po taki nizki ceni narave ohranjale, kot jo zdaj kmetje. Gospod Lombara, vi imate občutek, da pa vendarle ljudje tudi v Sloveniji želijo jesti bolj zdravo hrano, kot je to recimo bil trend pred 5-10 leti, da si želijo kupovati domačo hrano na ekoloških kmetijah, pridelano ekološko. Kakšne izkušnje imate vi na kmetiji? Jaz bom rekla, da ogromno ljudi želi to, ker je pa zadeva postavljena na police, pa žal prevečkrat pretehta cena. Pa da ne bom krivična do kmetov. Kmetje imamo cene slabe proti tem v trgovskih centrih. In ne vem, mogoče bi res tukaj apelirala na državo, da ona, vem, da nam pomaga s subvencijami, ampak subvencija je samo tisti del, da pač mi dobimo do prodajne cene nekako poplačan del. V bistvu dobimo poplačano delo. Ni pa tisti, da bi kmet lahko res, naprimer jaz, če bi bila normalna cena, bi se lahko s tem ustvarila doma svoje delovno mesto. Mislim, tukaj je to. Se mi pa zdi, da je skozi več mladine je pozaveščenih. In tudi starejših, to sem pa vesela. In je prav, da gremo v tako smer, da se podpira domače, lokalno. A veste, se tista kravca, ki se pase v zuni, grem mnogo krokrat staviti za to, da ima res kakovostno meso, vse pridelke od nje, kakor pa, ne vem, stvar uvožena z ne vemo ki, 10-krat prepakirana. Bodimo konkretni. Kakšna je razlika med nekimi jajci iz baterijske reje, ki jih kupite v Mercatorju, in nekimi jajci nekih kokoši, ki so se prosto pasle na vaši kmetiji? Govorimo lahko tudi o drugih živalih. Je ta kvaliteta popolnoma drugačna? Ja, z moje izkušnje je razlika. Zdaj ne vem, a znam prodati zgodbo? Ne, je, res je. Vi ste, resmo, govorili... Kaj je drugače? Same živali so drugače čutijo. A veste, mi kmetje, ki kmetjemo, imamo živali kot naše, za naše jih imamo, in smo z njimi zraven. Recimo, krava, jaz jo vsak dan vem, kakšna je, jo spremljam, vse, in verjamem, da ta krava da bistveno boljše stvari od sebe, kakor pa, ne vem, nek na farmah, recimo v Ameriki, ki je to čisto drugačna zadeva. Mi je bolj problem to, da še vse preveč ljudi primerja naše velike kmetije, ki sploh niso velike, primerjajo z velikimi farmami iz tujine. Tlele se gremo še vsi butično kmetijstvo v Sloveniji. In moramo to vedeti, da slovenski kmet
bo zmer poskrbel za žival. V večji meri bo poskrbel. Ker njemu se gre, da jo bo pripeljal od začetka do njenega konca, tako kot se zagre in ji bo tudi vse odobril. Se pravi, od tega, da imamo dobrobit, jih pasemo, do tega, da jih skrbiš, da ima lepo v hlevu, tako. Zakaj je slovenska kmečka hrana zdrava hrana? Ja, gledajte, tu je veliko dejavnikov, ne. V Sloveniji imamo, če začnemo pri obdelavi kmetijske zemlje, dobro prakso, ali imamo integrirano pridelavo, ali konvencionalno pridelavo, so nas zdaj z ti ukrepi pripeljali do tega, da kmetje upravljamo analizo zemlje. Po analizi zemlje, se pravi po teh gnojilnih načrtih, potem gnojimo. Ne gnojimo na pamet, ne gnojimo na zalogo, ampak po gnojilnih načrtih, potem to, kar zemlja oziroma tista rastlina, ki si jo posejal, tudi potrebuje. Potem škropimo z bistveno manj agresivnimi škropivi kot Evropa. V Sloveniji imamo registriranih 211 aktivnih snovi, v Evropi 430 aktivnih snovi. Pri nas v Sloveniji imamo pretežno vodovarstvene, se pravi občutljiva območja in so za ta območja potrebna škropiva, ki so predvsem namenjene za vodovarstvena območja. In mi bistveno manj porabimo škropiv v Sloveniji. 1,9 po hektarju, napram v eni razviti Nizozemski, kjer 7 kg porabijo škropiv na hektar. Pa še nekaj. V Sloveniji porabimo gnojil, dušičnih gnojil, ali organskih ali umetnih gnojil, 170 kg čistega dušika je zgornja meja vrednosti. V Nizozemski, na primer, ki imajo 7 GVŽ po hektarju, mi je pravil tam študent, ki je bil na praksi, porabijo 1000 kg po hektarju, ker je tam rastna doba 12 mesecev. Pri nas je to bistveno drugače in seveda na tak način je naša hrana bistveno bolj prijazna, bistveno bolj kvalitetna. Je pa seveda zato tudi nekaj višja cena. Naprimer, Nizozemska in te razvite države imajo bistveno bolj podprto kmetijstvo in tudi bolj masovno pridelujejo. Še nekaj, tam imajo tudi te dobe, kjer dozorijo pridelki, jih poškropijo z škropivi, z prisilno zorenje, kar pri nas tega niti ne uporabljamo. Tako da je pšenica, krma za živali, bistveno bolj zdrava, bolj primerna za živali. In z tega vidika trdimo, da slovenska hrana je bolj nadzirana in seveda tudi bolj primerna za prehrano ljudi. Pa še nekaj, če se obrnemo na živali. Živali, ko se steli skoti na kmetiji, že po 3 tednih mora biti uštevilčeno, naprem govedo. Ne? In to govedo potem je po to številko vedno spremljeno. Kmetje smo nadzirani. Mi imamo v hlevih kontrole vsaj enkrat na leto uradnega veterinarja, inšpektorja, kjer pogleda, če so nepravilnosti, napravi zapisnik in seveda to je potem tudi treba odpraviti. Ko ti to pitano žival zapelješ v klavnico, pride do klavnice in seveda tam tudi veterinar to prevzame, tako da je vse strogo nadzirano. V Sloveniji porabimo napram drugim evropskim državam bistveno manj antibiotikov, napram Avstriji, Italiji, sosednjim državam, potem do Belgiji, ki prihaja na slovenske police hrana. Tako da trdim, da slovenska hrana je garantirano za potrošnika bistveno boljša. Napram. Kako ob vsem tem, kar smo zdaj slišali, ob vseh teh omejitvah, kontrolah, inšpekcijah, je to velik zalogaj za nekoga, ki se podaja na novo v ta posel, ki prevzema kmetijo? A je država nekaj let nazaj sprejemala neko novo zakonodajo, da bi se pomagalo mladim prevzemnikom kmetije? Je tukaj nekoliko olajšala mladim kmetom te prve korake ali ne? A veste, kako je? Jaz sem prevzela kmetijo po mojem upokojenemu očetu. Pač ati prvi umrl in jaz sem dobila kar naenkrat celo kmetijo. Na začetku sem se zelo lovila. Lahko rečem, da kva moram sploh, kje so za zbirno vlogo, kam moram kaj poklicati, kako so zdaj, veterinar pride, inšpektor pride, a veste, zgubljen si na začetku. In je zelo zahteven poklic. Iz leta v let bolj. Veliko mladih nas je doštudiralo. Imamo diplomske, magistrske narejene v naših smerih. Zato, da
probamo že, kar se da, izkoristiti najprej šolstvo in tam pobrati dobre prakse. Ampak v šoli te ne učijo tega, kako izpolniti pravilno vlogo, zato da boš lahko potem mladi prevzemnik. S temi papirji, ki so pa začeli, se mi pa zdi, da ne vem, koga toliko preverjajo. Mi moramo konstantno poročati o naših podatkih, se pravi, kdaj si kosil, kdaj si polival gnojenco, kdaj si dal kakšno žival premaknil iz enega pašnika na drug pašnik. Vse to se zbira. A ne? In to je poleg dela, ki ga že imaš na kmetiji, res še precejšen zalogaj. Je pa res, da je kmet vse v enem, ne more voditi tudi računovodstvo, more voditi, se pravi, vse, kar se tega papirja tiče. Zdaj, takole, ko se z vama pogovarjam, nekako izžareva iz vaju ta ljubezen do živali, ne, ki jih vzrejata. V javnosti pa odmeva vložen zakon o zaščiti živali v državnem zboru, ta koalicija ga je vložila in to vas je pa dokončno razhudilo, da tako rečemo, ne? Zato ste tudi konec koncev šli pred državni zbor. Zdaj je prišlo v javnost še pismo veterinarjev, ne? Ki so tudi ogorčeni, češ, da je zdaj njihov poklic popolnoma razvrednoten. Vlada pravi, da ste vse skupaj napačno razumeli, da to ne pomeni, da bodo nevladniki prihajali v hleve, da te pravice nima nihče razen inšpektorja. Ampak zdaj slišimo tudi veterinarja, ne, da pač je ta zakon katastrofalno spisan. Ste dobili občutek, da vam poskuša nekdo usiliti nekoga, ki vam bo razlagal, kako delajte z vašimi živalmi? Ravno to nas jezi, da bo nekdo z 40-urnim tečajem hodil po naših hlevih, nas nadziral. Poglejte, kmet, kot sem že rekel, mora umno ravnati z živalmi, če hoče, da ga bodo te bogato poplačale. In kmet, verjemite, da dobro ve obnašanje vsake živali, ker je vsaki dan vsaj dvakrat nakrmi, pa še kaj dodatno zraven. In zdaj bo nekdo preverjal, ali je neka žival ima dovolj vode, ali ima dovolj čiščeno, ali je bolana, ali kajkoli. Vsaka kmetija, kjer slabo ravnajo z živalmi, to pride v javnost in zelo negativno odmeva. Ne? Točno. Glejte, kako ste rekli, da ne bojo hodili v hleve? A bo drone pošiljali v hleve? Ali na kak način bojo nadzirali? Hlev bo mogel priči, bo hotel nekoga nekaj prijave, nekaj pofotografirati. In nas to močno moti, da bo nekdo hodil po hlevih. Predvsem, glejte, to je kaplja čez rob prizlila, da smo šli tudi na ulice. Menimo, da ni bila prisotna veterinarska stroka, veterinarji so povedali, da jih nič ni vprašal o tem, niti kmetijsko-gozdarske zbornice, niti sindikata. Dali so v parlament v proceduro to obravnavo zakona, ki je za nas močno moteč. Ni stroka bila prisotna in nikakor ne bomo za tem pristali in tudi smo dali v izhodišča, da ne gremo več na pogajanje, vkolikor tega ne bodo umaknili tega zakona iz parlamentarne procedure. Pa še več, danes slišimo, da tudi nekaj dela politike koalicije niso vedeli za ta zakon. Pomeni, da je nastal na nekem zelniku, kjer pač želijo kmeta v celoti nadzirati. Slovenski kmet je nadziran bistveno bolj, kot si kdo predstavlja. Sopotnik. To pomeni satelitski nadzor nad kmetijskimi površinami. Vsake 3 dni, 4 dni smo posnete naše površine in se lepo vidi, kaj smo na teh njivah. Ali smo gnojili, škropili, gnojili, kajkoli izvajali. Vsa ta dela morajo, kot je rekla Barbara, biti zavedena. Sedaj še v hlev. A je v kakšnem obratu, v kakšni pisarni kamera, kjer bomo kmetje nadzirali. Potem bomo pa kmetje tudi zahtevali tudi kamere v pisarnah, v državnih uradih, tako da bomo mi njih kontrolirali. Ker menimo, da smo najbolj kontrolirana delovna sila v Sloveniji. Že tako smo pocenjeni, še zdaj še pa to prihaja. In s tem se ne bomo strinjali in verjemite, bomo nadaljevali svoj boj do konca. Gospa Lombar, a je 40 ur tečaja dovolj, da znaš ravnati z živalmi v hlevu? Ne. Koliko ur je potrebno, da spoznaš Sem že na začetku povedala, da imamo vsi dar, ki smo rojeni na kmetijo. In, a veste, stara bom 30 let
In če zdaj gledam, koliko ur sem bila preživela doma na kmetiji in koliko je to vseh enih izobraževanj, poleg tega, da se izobražujem kmetijsko, poleg tega, da redno vsak let hodimo na vsa predavanja, ki jih imamo, se pravi v zvezi s kmetijstvom. A veste, človek, ki prenaša svoje znanje na svoj rod naprej, se je zagotovo že od svojih napak nekaj naučil. In verjemite, da boš svojemu prihodniku dal najboljše, se pravi, ga upozoril na napake, ki si jih naredil, oziroma ga upozoril, na kaj vse ga lahko pride. In meni se zdi skrajno absurdno to, da bo zdaj nekdo prišel, ki niti ni iz kmetije, ki ima narejen tečaj, prišel k meni na kmetijo, pa mi preverjal. A veste, ko k meni pride, ne vem, veterinar, mu dam posebne škorne, zaradi tega, da mi ne pripelje kakšne stvari, se pravi, v mojo živino. Pač, ko pridejo ljudje pogledati našo kmetijo, jih tudi prosim, dajte gor vrečke, a veste, bojimo se, da bi karkoli prišlo do tega. Mi skrbimo za to, da se naše živali počutijo najboljš, kar se lahko. Ni mi pa prav, da nekdo, ki ima eno drugačno čut do živali, to za to izkorišča. Žival žal je v naši prehranjevalni verigi pod nami in to je zdrava razlaga tega. Na Domovini smo, spoštovana gosta, v zadnjih tednih veliko govorili o vseh problemih kmetov, od omejevanja v Naturi 2000 do davkov, do tega zakona o zaščiti živali. Dotaknimo se takole ob koncu oddaje še ene teme, o kateri pa nismo toliko govorili, in sicer problematiki zveri, kar nekaj incidentov, bistveno več, sicer gospod Medved je bilo pred 4 leti, takrat dnevno so poročali kmetje v napadih. Zdaj pa je spet ta zadeva aktualna, ko so predlagali odstrel medvedov, pa je to lastnoročno poskušal ustaviti predsednik vlade. Danes beležimo, poročajo o napadu medveda, ki se je sicer srečno končal za napadenega. Pa vendarle, kakšna je situacija zdaj z zvermi in koliko medvedov preveč je po vaše? Ja, gledajte, ko smo ustanovili svojo državo 91. leta, je bilo 400 medvedov nekje v Sloveniji, en trop volkov. Danes govorimo o 1200, ampak to že 4 leta govorimo o 1200 volkov, medvedi, a so ti medvedi bolani, da se niso razmnoževali? Menim, da jih je več. Tudi volkov je kar nekaj. Danes sem slišal, da tudi na Gorenjskem gore so 3 tropi. Tudi križanci so v gore, tisti, ki so križani z psi, tisti so še bolj napadalni. Ampak toliko napadov pa ni v javnosti, kot jih je bilo takrat pred 4 leti. Danes sem poslušal, da gorenjski kmetje niti si ne upajo ovce na pašo dati, ker tega toliko opaziti. In menim, da tu bi morali nemudoma država zaščititi slovenskega kmeta, tudi s tem slovensko pokrajino. Kajti kdo ohranjuje to slovensko pokrajino v gorskih hribovitih delih kot pašne živali? Tu je samo travnati svet, ovce, koze, ponekod krave, tudi konji. In če ne bomo tega zaščitili, tu bo zaraščanje, kot sem že prej opozarjal. In menim, da bi morali tu nemudoma kmečko pamet ubrati in tudi to urediti. Glejte, mi kmetje nismo proti divjadi, proti zvermi. Tudi lepo je, če vidiš eno srnco, ne pa da se pasejo, in ne, da ko poslušam po celi Sloveniji na veliko. 3 tedne nazaj sem bil na Goričkem, pa nisem mogel svojim očem verjeti. Zakaj to govorim? Jaz sem bil pred 40 letami v vojski v Murski Soboti in smo se po tistem delu Goričkega vozili. Sedaj je tam vse zagrajeno, ker morajo, drugače pridejo za madžarske jelene in se tam ustavimo, pride kmet, je rekel, poglejte, hektar sem imel pokošene, posejane lucerne detele, zjutraj je bilo ob 6:30 100 jelenov na pašniku, vse so mu popazili. In to je katastrofa. Mi bi morali s tem gospodariti po kmečki zdrave pameti. Sedaj nam pa okoljevarstveniki in nevladne organizacije krojijo in solijo pamet. Kam to vodi? Slovenija že tako ni samooskrbna v teh hribovitem predelu. Niti več ne morejo si obdelati njive, ker če tam posejo koruzo ali krompir, kakoli, vse divjad poje. Tu je nekaj skregano. Lahko to razumeva že tudi na podlagi tega, da se minister in predsednik vlade nista strinjali okrog tega, ali treba odstreliti
zveri ali ne. Predsednik vlade to želel kar ustaviti. Ne? Ja, ne vem, kakšne korake je to potegnil predsednik. Menim, da ni razumel, da je to stroka odločila tako. Ne? On je pač želel politično potezo potegniti in hvala Bogu, da je minister bil tako močen, da je ohranil zdrav razum in da je po to posegel. Glejte, predsednik vlade je pa tu bil, mislim, da malo prenagljen, tako tudi pri nekaterih drugih izjavah. Čeprav razumem, je vaša kmetija malce više ležeča. Kakšne so torej vaše izkušnje z zvermi? Mislim, zagotov človek pa zver ne pašeta skupaj. Pa enako tudi žival ne, se pravi te, ki jo mi redimo. A veste, problem je to, nas nadzirajo, da moramo imeti na določen hektar število živali. Se pravi, nas kmete nadzirajo. Mi tega staleža ne smemo preseči. Ko pa govorimo o zvereh, a ne, se pravi volk, medved, ris, tega se nikoli ne beleži. Se pravi, 4 leta imamo že skozi isto, imamo 1200 populacijo. Ampak ris, ne vem, če paše v to debato, ne, ris je že izumrl pred leti, pa so ga ponovno naselili. Ampak je zelo opazen. A veste, kaj pa še večja stvar? Na Zgornji Gorenjski, se pravi, že zelo dolg časa poročajo o tem in kmetje so obupali. Kmetje so dejansko zaprli svoje kmetije dol, pašništvo ovc, krav, konjev, so dejansko popustili, so rekli, za koga bom delal, za volka? To ni logičen. Se pravi, mi imamo žival zato, da jo lahko naprej prodaš. Je pa druga stvar, ki me je pa letošnji let zelo šokirala, je pa ta, da so na naše pašnike prileteli gamsi pa jeleni. Ta žival je drugače v gorah. Neki gor se mora zelo hudo dogajati, da ta žival prileti dol v dolino. Samo to. In mene je strah, mene osebno. Kaj še je pohodnikov, ki pač tega še ne vejo, ki se bojo srečali, bo druga stvar. Ampak problem je pa tudi po slovenskih, se pravi vaseh, otroci, tam, ko je večja podnaseljenost volka pa medveda, ne morejo več normalno se sprehajati. Ker se bojijo, starši se pač bojijo za njih. In koliko, se pravi, košev je prevrjenih, koliko kmetij je prešnofanih strani volkov, mislim, to tlele je res treba narediti eno potezo, ker drugače se lahko poslovimo od vseh lepih pogledov, od vseh insta fotk in vsega. Ampak to je zdaj vidik kmeta, ne, ki brani svojo živino. Zdaj naravovarstveniki pravijo, treba je ohraniti naravo. Ne. Ljudi je vedno več na svetu, vedno razmnožujemo se, krčimo bivanski prostor, živali. Ne. Kako pa gledate na to? Jaz razumem. Jaz sem drugače čist v redu mnenja, da je volk, da je medved. Samo da ga je na določeno območje toliko, kar ga je. Ker ga sprejme še narava. A veste, Opažate povečanje? Opažanje povsod in to pa ni več normalen. A veste, in da to, če tebe napade na pol, mislim, ne znamo si predstavljati tega, da bomo kmetje, ki imamo živino na paš, a bom zdaj zmer prosim lovca, daj pojdi z mano, mimo gor na pašo krave zaprli, vse mene ne zanima za njih, vse jih bo volk, mislim, a veste, tlele je problem. Ne moreš toliko dobro ugraditi paše, da jo en volk ne preskočil. Pa je lahko 4 metre, pa veste, so hrib. Tle je res treba nekaj nujno narediti, ker se bojim za ta del. Nekaj smo slišali, naš čas se izteka, takole za konec. Vi pravite, v nekaj tednih se da prisluhniti kmetom in kaj narediti. Kaj pričakujete konkretnega v nekaj tednih od vlade? Do zdaj se pač nič ni zgodilo. Glejte, menim, da uredbe, ki so nastale v slovenskih pisarnah, se jih da spremeniti, če je volja. Če ni volja, se res ne da nič spremeniti. In te se bodo morale spremeniti, če želijo, da pridemo nazaj na pogajanja. Kaj pa je strateškega načrta? Sprememba strateškega načrta. Prvi pripravek strateškega načrta smo že imeli, drugega lahko je drugo leto. Se pravi, do novembra je treba spremeniti smernice, da se strateški načrt za drugo leto spremeni in potem, da se drugo leto izvaja. Se pravi, da zahtevamo umik uredbe Natura 2000 in seveda izvzem zakona o varovanju živali iz tega področja, kjer so rejne živali. Mi ne nasprotujemo pregled hlevov
vendar naj to stroka, slovenska stroka opravi. Kajti slovenska stroka je v tem trenutku izigrana bila, zapostavljena in tega ne smemo dovoliti. Novost, gospa Lombar, v zadnjih dneh je, da so se mladi kmetje tako na glas zdaj zoperstavili tem omejevanjem, tem, kako naj temu rečemo, omejitvam, ki jih postavlja vlada. Če ne bo posluha, lahko pričakujemo še več aktivnosti. Seveda. A veste kaj, tako kot sem prej rekla, mladi zdaj tehtamo, ali iti se zaposliti, ker imaš lagodno življenje brez tega, da se boš precej matral za to, oziroma ali kmetovati doma. A veste, kmetije so ratale toliko večje oziroma toliko zdaj gospodarske pomembne, da je treba, da se tudi mladi znamo vzpostaviti. A veste, Zveza slovenske podeželske mladine mnogo let dela na tem, da opolnomoči mlade. In mladi nismo več tiste generacije, kot je gospod Anton Medved, ko so bili navajeni, da moraš biti pač tih pa poslušati, pa obogat. Smo večkrat druga generacija že. In zaradi tega tudi pridemo pa povemo, kaj nam ni prav. Ker v nasprotnem primeru se res bojim, da bojo mladi zapustili kmetije in bo zemlja neobdelana. In še en moment je nastal na podeželju. Tem vodilne nevladne organizacije smo se povezali. Podeželska mladina, sindikat, Kmetijsko-gozdarska zbornica, kot največja nevladna organizacija, Zadružna zveza, Aktiv kmečkih žena, smo v eno. In mi si izmenjujemo mnenje, delamo skupaj in to je tisto, kar je sedaj se pokazalo, da kmet ne bo več tiho in si bo svojo pravico zboril tako ali drugače. In nizozemski primer lahko da vladi misliti, ne, da se splača prisluhniti kmetu. Tam vemo, da so na koncu celo ustanovili svojo stranko in zmagali na volitvah. Spoštovana gosta, hvala za obisk v našem studiu. Tudi vam. Hvala tudi vam. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. To je bilo vse v oddaji Vroča tema. Spet smo skupaj prihodnji teden. Lep preostanek dneva. Nasvidenje.